Najnovejša Škoda, ki češko znamko z nemško tehnologijo pelje v novo dobo, je Elroq. Poenostavljeno električni karok, čeprav ima ta skupna samo kolesa, mogoče kakšen kos plastike, kakšno stikalo, pa najbrž kakšen vijak. Vse ostalo je prilagojeno električnemu avtomobilu in zato ta stoji na namenski platformi. In ko ravno toliko menjamo ves čas platforme, samo na hitro in zelo poenostavljeno, to je osnova vsakega avtomobila, na kateri so potem podvozje, motor oziroma motorji in baterija. In zakaj pri električnih avtih pomembno, da je namenska platforma? Zato, ker je potem lahko prostorska učinkovitost veliko boljša. Baterija je lahko postavljena nižje in služi kot nosilni element karoserije. Motor lahko postavijo kamor želijo, spredaj ali pa zadaj, in v primeru Elroqa je to zadaj, zato avto poganja zadnji par koles. In dokaz je tukaj. Prostor v kabini je zelo bogato odmerjen. Precej več ga je, kot navadno pričakujemo od 4,5 metra dolgega avta. Za primerjavo, Enyaq je daljši 16 cm in seveda ponudi tudi malo več prostora, predvsem v prtljažniku. Tukaj je na voljo uporabnih 470 litrov, s tem, da so krasno uredili tale prostor. Škoda je zelo racionalna znamka in njihovi inženirji se trudijo avtomobile narediti kar se da uporabne, zato boste tule našli številne rešitve, ki vam bodo prišle še kako prav. Recimo kaveljčki in obeski, ampak to ima že itak skoraj vsak avto. Potem so tukaj predalčki na voljo marsikje, tudi 12-voltna vtičnica in seveda mrežica, pa rolo. Pa tukaj je skrito stikalo za polnilno vtičnico, če se slučajno kdaj kje kaj zaklene in je to edina rešitev, da ne bo slučajno treba rezati kablov, ne? Potem imate tule spodaj še lepe predele za kable in prvo pomoč. Tole polico lahko postavite tudi višje, takole na sredino, če to rabite iz kakršnega koli razloga pač, ne? Pa še tale podloga je v bistvu dvostranska, če rabite recimo tako lepo fancy ali pa tole, ki jo enostavno obrišete. Pa še na polovico jo lahko zložite. Fajn, ne? Ja. Pa še najnovejša pogruntavščina, mrežica pod polico, v kateri lahko imate ves čas kabel. Zdrži pa tudi six-pack, to so Čehi na mednarodni premieri še posebej poudarili. Pa v kabini? Če začnem zadaj, je res veliko prostora tako za glave kot tudi za noge. Ta predal lahko odstranite, če vas moti, ker je pač ravno dno in zaradi tega tudi lahko uporabno, ko kaj takšnega peljete. V vratih so senčniki, tudi zelo uporabno, na sprednjih sedežih pa seveda tudi dvojni žepki za telefon ali pa laptop. V sprednjih vratih je dovolj prostora za dva dežnika, po enega na vsaki strani. Tule je zatič za parkirno kartico recimo, za telefon sta dve mesti, v temnem predalu pa je držalo za kuli, da se med vožnjo ne vozi levo-desno in še dodaten zatič za polnilno kartico recimo. V tem sredinskem naslonu so lahko še dodatni predalčki, tale ima recimo celo pokrov, pa tule je še dodatna sponka. Skratka, vidite, koliko dela si dajo s vsemi temi pametnimi rešitvami, ne? Če smo na začetku o električnih avtih razmišljali kot o drugih avtih v družini, se zdaj takšni že čisto super obnesejo v vlogi edinega avta. Dobro, v takem primeru je doma treba imeti polnilnico, ampak tudi na daljših poteh ne vidim več težave, ker ima Škoda v svojih novih električnih avtomobilih tudi predgretje baterije. Evo, tukaj se enostavno vklopi in potem polnjenje poteka točno tako, kot obljubljajo. Na polnilnici z enosmernim tokom se polni z največ 175 kW, kar v teoriji pomeni, da bo baterija od 10 do 80% polna v 28 minutah. Na klasični z izmeničnim tokom pa potrebuje 8 ur, ker se polni z največ 11 kW. Baterija ima 77 kWh neto kapacitete in če spet izhajam iz tovarniških podatkov, to pomeni 581 km električnega dosega ob idealni vožnji, no meni pa pri polni bateriji pokaže vedno dobrih 400 km, kar je v bistvu precej dober rezultat glede na to, da sem večinoma na avtocesti. Vse, kar sem povedal, velja za točno ta model, Elroq 85, ki ima seveda tudi najmočnejši motor z 210 kW moči oziroma 286 konjički, zato z mesta do 100 na uro pospeši v samo 6,6 sekunde. Sta pa na voljo še dva cenejša, Elroq 50 in Elroq 60, pri čemer ima prvi 125 kW moči in baterijo z 52 kWh, drugi pa 150 kW moči in baterijo, ki lahko shrani 59 kWh.
Čisto dovolj za tiste, ki se vsak dan ne vozite vsaj 200 km daleč. Ampak eni se in se da. Pokažemo že v naslednjem prispevku, ker je ta avto pri nas toliko frišen, da smo ga v bistvu šele začeli testirati.